Odnosi so zakon. Dober dan in lepo dobrodošli v oddaji Odnosi so zakon, v kateri danes gostim gospoda Tonija Mrviča, soavtorja knjige Iskreno o moških. Z drugim soavtorjem Markom Juhantom je prejšnjič naša sodelavka Marjeta Bec že posnela oddajo, ki se je osredotočila prav na vsebino same knjige. Ker pa je Toni Mrvič partnerski in osebni svetovalec, se bova danes pogovarjala o odnosih. Toni, pozdravljen. Pozdravljeni. Živijo. Kot veš, je pri nas navada, da najprej ta čas snemanja, poslušanja, pa tudi udejanjanja tega, kar slišimo, z molitvijo izročimo Bogu, tako da kar začniva. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dobri Bog, hvala ti za ta čas, hvala ti za Tonija, hvala ti za njegovo znanje, hvala ti za to, da se lahko učimo o odnosih in da smo bitja odnosov. Prosimo te, da nam daš srce, ki bo znalo slišati te stvari in ki jih bo znalo tudi v pravem času spraviti v prakso. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen. Toni, še enkrat, lepo pozdravljen. Lepo zdrav. Živijo. Ja, odnosi so ena večna tema, ki se o njej lahko pogovarjamo, se je učimo in še posebej zato, ker so razlike med moškimi in ženskami tako velike, sploh v teh naših partnerskih, družinskih odnosih, se imamo zmeraj kaj za pogovarjati, ne? Ja, vedno. Pravzaprav odnosi determinirajo, določajo kvaliteto življenja. In to je pomembno vedeti. Materialne stvari nam dajo udobje. Hvala Bogu za vse udobje, ki ga imamo. Vendar materialne stvari nam ne dajo zadovoljstva. Zadovoljstvo nam dajo odnosi. Zato lahko vidimo bogate ljudi, ki so nesrečni, pa revne, ki so srečni, pa revne, ki so nesrečni, in bogate, ki so srečni. In to nima nobene veze z materialnim imetjem. Biti zadovoljen pomeni graditi dobre odnose. Odlično. Vidiš, in v bistvu moram reči, da zdaj, ko imamo te oddaje, ko snemamo oddaje ali pa ko delamo pri Dižu seminarje, pa ko smo v zakonskih skupinah in se o tem ozaveščamo, dejansko šele zadnja desetletja se zares v bistvu ljudje učimo graditi dobre odnose. Pa ne bova šla danes toliko v to dediščino, ki smo jo prejeli od svojih staršev in tako naprej, o tem smo že kdaj govorili v kakšni drugi oddaji. Šla bi zaenkrat na to, zakaj je to tako težko? Zakaj se moški in ženske, možje in žene tako težko razumemo? A res govorimo dva različna jezika, ne vem, modrega in roza ali kako? Kakorkoli bi te jezike poimenovali, ampak ja, govorimo dva različna jezika. Nedolgo nazaj sem se pogovarjal z neko gospo, ki mi je rekla: jaz sem svojemu možu že 1000-krat vse razložila, pa me še zdaj ne razume. Rekel, ja, mogoče je bilo potrebno drugače, ker Francoz lahko Švedu še tako dobro razlaga, pa ga Šved ne bo razumel. A smo tako različni kot Francozi pa Švedi? To sta dve različni skupini jezikov, kakor vemo, ne? Ja, zelo drugače se izražamo in tudi zelo drugače slišimo. Pa če takole na grobo rečem, imajo ženske jezik ljubezni in moški jezik spoštovanja. In veliko lažje nam je slišati, če nam nekdo pove nam v lastnem jeziku. Torej, meni kot moškemu je veliko lažje slišati, če nekaj slišim v meni lastnemu jeziku. In moji ženi je veliko lažje slišati, če ji to uspem povedati v njej lastnem jeziku. In tukaj smo vsi zelo različni. Sem slišal, da sicer imaš eno zelo zanimivo ekspertizo, in sicer, da znaš malo prevajati ta dva jezika, recimo moškega v ženskega in obratno, Pa me zanima kak praktičen primer, kako bi to izgledalo, recimo. To velikokrat prevajam v partnerskih odnosih, ko imamo partnersko svetovanje. Recimo tako, partnerka, žena si vzame čas in 3, 4, 5 minut govori. Okay. Potem pa jaz pa pogledam pa rečem,
zdaj me pa dobro poslušaj, če je to, kar si ti hotela povedati, in se obrnem k njenemu možu in to povem v 3 stavkih. Reče, Okay. in potem ona reče, ja, v bistvu je to bilo, ja. Pa on reče, aha, ja, no, vse to je pa v redu, ja. In potem mi on pove 3 stavke, pa jaz to razložim v en kup nekih stavkov. No, reče, ja, to pa ja, ne. V bistvu samo povzamem, pa prevedem v drug jezik in je veliko lažje slišati. A bi znal mogoče kak tak preprost primer povedati, recimo, tako čisto konkretno? Recimo, evo konkretno, ona reče, ti nikoli nočeš iti z mano na sprehod. Vedno imaš za vse druge čas, samo za mene ga nimaš. Zmeraj sem sama, nikamor ne gre z mano, in govori. In ogromno teh vedno, nikoli, zmeraj. Okay, ampak potem jaz to preslišam, Okay. in rečem, da me pa dobro poslušaj, če je to, kar si ti hotela povedati svojemu možu. Ja. Obrnem k njemu in rečem, ona ti je hotela povedati, da v bistvu te ima zelo rada in te zelo pogreša in si želi čas s tabo in te prosi, če gre z njo na sprehod. Ja. Reče, je to? Pa rečem, ja. In on reče, ja, če bi pa tako rekla, bi pa šel. Točno tako. Tako je bilo pa ogromno enih teh negativnih, vedno, nikoli, ki jih možje se obesimo na njih, jih slišimo kot obtožbo, kot da smo krivi, in potem ne more zlaufati. Ja. Je tudi obratno, ne? Je tudi obratno. Ja. Bo on rekel, vedno sem za vse sam. Konc. On je povedal en stavek. Ona ne ve, kaj naj s tem stavkom naredim. Mislim, prvič, ni vedno za vse sam. To, kar je rekel, ni čist res. Ne? Drugo, on čuti, da ne ve, ona sploh ne ve, kaj bi s tem stavkom zdaj naredila. Ne? Premalo informacij. Pa jaz obrnem k njemu rečem, dobro, zdaj me pa poslušaj, če je to, kar si ti hotel povedati. Pa rečem, ona ti želi povedati, da v bistvu on ti želi povedati, da želi biti s tabo in ko delata nekaj, da on želi se družiti s tabo na tak način, da sta skupaj ustvarjalna, da skupaj delata, s tem se želi povezati s tabo, s tem želi pokazati, da te ima rad, s tem želi to dvojino vajno ohranjati, ko vidva delata skupaj. In pa njega vprašam, je to, kar si hotel povedati? Pa bo rekel, ja, ampak ne znam jaz tako povedati. Ona bo pa rekla, no se pa bi pa šla. Zanimivo. Toliko drugačen jezik je, ne? Moški povemo enem ali 2 stavkih, in to je za žensko zelo težko pade na njeno srce, ker ona pove to in 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 to. Medtem ko moški, ko slišijo vse to in en kup informacij, ki tudi niso čisto povezane z glavno nitijo, kar hoče povedati, je za njega to preveč, overwhelm, ne? Ja, ne morem, ne. On razume, da je vsaka informacija enako vredna. Medtem ko za njo ni. Ona bo povedala pomembne informacije, povedala bo manj pomembne informacije, povedala bo še zanimivost. Vse to bo povedala, zdaj pa on se ne znajde tukaj. Pa kako naj dec to izlušči, ne? Ja, kaj je zdaj bila tista glavna nit, če pa vse tako z navdušenjem govorila, oziroma tisto zanimivost, ki je bila tukaj v tej zgodbi samo kot zanimivost, je povedala še bolj z navdušenjem, kot to glavno stvar, o kateri ona govori. In tukaj se on zgubi. Kaj torej narediti? Učiti se. Preprosto učiti se. V tej knjigi Iskreno o moških sva res pregovorila o moški duši. In dala kar nekaj orodij ženskam, kako lažje naj bi poslušale in kako lažje naj bi komunicirale s svojim možem.
Ker pa je vedno bilo zadnje vprašanje, ali pa ne vedno, zelo velikokrat je bilo zadnje vprašanje, kdaj bo pa išla knjiga Iskreno o ženskah. Ne? Točno to. Da naredim majčkeno reklame. Iskreno o ženskah jaz in Marko ne moreva napisati. Aha. Iz zelo znanih razlogov. Ja. Lahko pa sva se pa lotila pa vseeno, da napiševa nek priročnik za moške, kako pa s partnericami in hčerami. Ok, odlično. Ja. Je meni zelo prišlo prav. Imam ženo in 3 hčere, tako da. Bo krajša, pa Aha. bolj direktna. A še krajš? Ker že ta je dokaj to the point, ne? V bistvu so zelo taki receptki varianta, ne? Ja, Ni to tukaj ne bo dupla, ne? toliko receptkov, bo pa tako zelo jasno povedano, tako da moški lažje razumemo. V bistvu je še težje napisati z manj besedami. Ja. Ne, ampak moški to rabimo. Fajn, se zelo veselim te knjige. Mislim, da je zelo potrebna. Na? Obe sta zelo potrebni. To bo kot nek komplet potem. Ne? Ja. Ker ženske, kaj pa moški? Ne? Ja, seveda, potrebna je neka sredina, oba se morata truditi. Tako prizadevati za skupni odnos, prihajati nekje na sredino, on čim bolj na njeno stran, ona čim bolj na njegovo stran. Ja. In knjiga Iskreno o moških je v bistvu res samo enostranska, en pogled. In tako je bila tudi mišljena. Kot polovička. Kot polovička oziroma iskreno, 2 moška, iskreno o moških. Ker tudi v resnici na ljubo o ženskah je že ogromno napisanega. Ne, o moških pa ni. Ja, precej malo, a ne? Ja, zdaj po tej novi knjigi z moškim besednjakom, na moški način govoriva moškim, nagovarjava moške, kako z svojimi ženami in svojimi hčerami. Odlično. Fino. Ker sicer prihaja do nerazumevanja kar naprej, a ne, tukaj so težave ogromne. Zdi se mi, da sploh zdajle, v tem času, a veš, ko pravimo epidemija koronavirusa, kar jaz slišim in kar se okrog dogaja, v resnici je tukaj ena velika epidemija ločitev, ne. In ljudje zaradi tega nerazumevanja, zaradi neizraženih pričakovanj in zaradi desetletij potlačenih stvari, pa verjetno, če gledamo še pretekle rodove stoletja, ne, zdaj mislijo, da je edina rešitev razhod, ne. Kar v resnici nikakor ne, ni rešitev, oziroma izjemoma morda kdaj, ampak večini pa ne. Ja, je definitivno večje število, oziroma po epidemiji bo večje število ločitev. Je pa tudi res po drugi strani, in tudi to je potrebno videti, da bo tudi več družin bolj urejenih, kot je bilo prej. Tudi to, mislim, epidemija takšna, kot je, in karantena ima tudi pozitivne vplive. Ja. Ker nekateri pari, oziroma kar veliko parov bojo pa določene stvari zdaj uredili, ki jih prej toliko in toliko let preprosto niso, so jih zatiskali v sebe, bodo zdaj se morali, družina se bo morala pogovoriti med sabo, se bo morala slišati, če želi obstati. In ogromno parov je, ogromno družin, ki želijo obstati. In se bojo potrudili za to. Tako da na eni strani bo več ločitev, po drugi strani bo več kvalitetnih družin. Marsikaj prečistilo, ne? In zato delamo, no, v bistvu to je naše delo tudi tukaj, ne, osveščanje, ozaveščanje, poučevanje in tako, ne. Kako je pri nas Slovencih, če greva malo konkretno, recimo, ko sva se pripravljala na oddajo, si zelo dobro omenil, na kak način se mi pogovarjamo. Že prej, ko si dal 2 primera, a ne, je šlo malo v smer tega, ti vedno, ti nikoli in tako, in v bistvu vedno gremo na osebo, vedno gremo na, se pravi, ne posvečamo se toliko problemu kot takemu, kot neki osebi in rečemo, kot da je to njegova značajska karakteristika, a ne, in ga s tem že obtožimo, smo taki obtožujoči, ne. Kako je s tem pri nas? Kaj opažaš v svoji praksi, ko svetuješ parom, recimo? Slovenski jezik na splošno, pa ne samo slovenski, tudi podobni jeziki slovenskemu,
grejo v smer obtoževanja. Ti si to naredil, ti si to rekel. Vedno se išče kdo. Kdo. Medtem ko, recimo, če pogledamo angleški jezik, pa veliko uporablja passive voice, našega trpnika, je bilo rečeno, je bilo storjeno. Ni niti pomembno, kdo. Ni toliko krivde zraven, ne? Ni toliko krivde zraven in je usmerjeno na samo dejanje in ne na osebo. No, pri nas, in tle je tudi ena še ideja z Markom, ki je zdaj ostala v zraku in smo dali prioriteto v drugi knjigi, tudi napisati knjigo Funkcionalni prepir. Kako se funkcionalno prepirati. Kar opažamo v Sloveniji, se prepiramo tako, da najdemo krivca. Zdaj, lahko je to, seveda, za vse kriva žena, ne? Če pa ni žena, so pa otroci. Oziroma v ženskem svetu obratno, za vse je kriv mož, če pa ni mož, so pa otroci. Ali pa sistem, ne? Ja, ali pa krivdo preprosto prevzamem in rečem, pa kako jaz vedno naredim narobe, vedno sem jaz tak, ki sem kriv, vedno jaz naredim narobe in tle je prevzemanje krivde in ta občutek krivde, ki ga potem nosimo, ne. Zdaj, naši prepiri, običajni slovenski prepiri, grejo v smer, da najdemo krivca. In ko najdemo, ko se nekdo poistoveti s tem, s krivdo, ali pa mu je pač naložimo in se nekako v družini uskladimo, kdo je kriv. Grešen kozel. Tako. Potem je konec prepira. Potem je konec debate. Vemo, kdo je kriv in to je to. Ampak s tem, ko mi vemo, kdo je kriv, nismo naredili še nič. Pravzaprav, kdo pa je kriv? Ali res je samo ena oseba tista, ki dela partnerski odnos? Ali lahko res eno dejanje nekoga mene privede do tega, da bom jaz odreagiral tako, kot sem odreagiral? Ali sem samostojni človek, ki ne glede na drugega lahko odreagiram sam, tako kot jaz mislim, da je prav. In prevzemam odgovornost za svoj del. Ne glede na to, kdo je začel, ne glede na to, kdo morda bi tukaj lahko provociral. Jaz sem še vedno samostojen človek, ki samostojno odločam, kako bom na nekaj odreagiral. In ko razmišljam o tem, potem več ni krivca. Ampak preprosto razmišljam, kako bomo situacijo rešili. Ne kaj je narobe, ampak ne kdo je narobe naredil, ampak kako bi to lahko popravili. Kaj bi lahko naslednjič jaz naredil boljše, da bi bilo drugače. In če oba dva partnerja tako razmišljata, sicer ženska svoje ženske strani, moški svoje moške strani, in prav je, da je tukaj moški in ženska. In če oba dva razmišljata v smislu rešitve, bosta rešitev našla. Kjer je volja, tam je pot. Noben zakon ni propadel zato, ker ne bilo poti. Zakoni so propadli zato, ker ni bilo volje. Ker enkrat nekdo je rekel, v tem zakonu je nekdo rekel, jaz ne grem več, jaz več nimam volje. Res je. Kako pa operirati potem s to krivdo? Ker dejansko, če tako pogledaš, tega ali da čutimo krivdo ali pa da krivimo nekoga, je res, res ogromno pri nas. In vedno je nekdo zunanji kriv. Te stvari se zelo ponavadi potlači, in potem pride na dan tudi ena velika jeza. Če si jo sploh uspemo priznati, jeza na tistega, ki nas je obdolžil, ali pa jeza na tistega, ki je kriv. Tukaj se mi zdi, da je pol ogromno ene jeze. Mi kot recimo kristjani ali pa kot krščansko vzgojen narod, vsaj pač pogojno v tej tradiciji, recimo je pa krivda zelo grda stvar oziroma celo jeza, grda stvar oziroma celo kdaj si slišal koga pridigati, da je jeza pa greh. In se je izhajalo iz tega svetopisemskega citata, da naj sonce ne zaide nad vašo jezo.
Pozabilo se je pa na celoto tega citata, ne? Jezite se, a nikar ne grešite, sonce ne zaide nad vašo jezo, recimo. Torej, Božja zapoved je jezite se. Aha, to je prav Ampak zapoved. pozor, To je prav zapoved. jezite se, a ne grešite, a ni tako. Ja, piše tako, ja. Torej, jezite se je zapoved, ampak pozor, ker lahko s tem naredite narobe in lahko z jezo grešite. Ja, kadarkoli človek išče krivca in prelaga krivdo na nekoga drugega ali pa jo prevzema nase, pomeni, da je v njemu ogromno občutka krivde. Ker tega občutka krivde ne more več nositi sam, ga mora preložiti na nekoga. In to se nam potem v našem narodu velikokrat dogaja. Kar se tiče našega lepo vzgojenega naroda, ne, Ki je tiho, ne? Ki je tiho. ki se ne jezi, ne, pa poglejmo, da je tole mečken naše hinavščine. Zato, ker mi se jezimo. Ampak se jezimo pasivno. Spravi, mi gremo iz odnosa. Imamo notranje monologe, ne? Notranje in tudi se odmaknemo. Ne? Poglejte, kolikrat se zgodi v družini, da se oče in mama ne pogovarjata. To je pasivna jeza. To je jeza. Kolikrat se zgodi, da preprosto pošljemo otroka stran, ker ne zdržimo. To je jeza. Samo drugače usmerjena. Ne? Na eni strani imamo ta, a ne grešite, ta drugi del, ne? Opozorilo. Imamo možnost, da jeza preide v agresijo in kot pri nekaterih narodih pride potem celo do vojn, ne? Ali pa nekdo nekoga ubije na koncu, ne? Ali pa fizična agresija, kakršnakoli, ne? Ali pa verbalna agresija, v končni fazi zmerjanje in tako naprej. Zdaj pa, a ne grešite, pazimo na to. Ne? To je ena skrajnost. Druga skrajnost pa je odhod iz odnosa. In dostikrat moški to tako prefinjeno naredijo, da si zapolnijo svoj urnik s časom. Svoj urnik si zapolnijo z delom, čas si zapolnijo z delom. Ne, tako nekaj plemenitega ali pa športom. In kar naenkrat nima več časa za svojo partnerko, ker gre športat, ker ima hobi, ker ima delo. Nihče mu ne more očitati, da dela cele dneve. V resnici. Pa je tukaj en kup jeze, ki jo ne spravi in se o njej ne pogovarja, ampak gre iz odnosa. Ravno tako ženska velikokrat naredi s to pasivno jezo, moškega poskuša izriniti ali iz očetovstva, ali iz gospodinjskih opravil. Pustimo že sama, ne se v to vtikati. Ne znaš prav. Ja. To je v bistvu ženska pasivna jeza, ki moškega dejansko poskuša izriniti iz tega odnosa. Kar dejansko pomeni, da Slovenci imamo ogromno te jeze. Zdaj pa, če že rečemo, da je jeziti se Božja zapoved, ker je, jezite se, a ne grešite, je pa seveda vprašanje, kako pa potem se jeziti, da bo prav. Kaj s tem čustvom, ne? Kaj s tem čustvom? Zato, ker jeza je energija. Mi jezo nujno rabimo. Bog je ustvaril čustva in Bog je ustvaril jezo. Jeza ni nekaj slabega. In bolj kot je nekaj močnega, in jeza je polna energije, je to močno, ne? Bolj moramo s tem previdno upravljati. Močnejši, ko imamo avto, si predstavljam, da imamo avto, ne vem, 150 kubični, ne? Bolj previdno moramo z njim delati. 150 kubični bi bil zelo švohcen, to ne obstaja. Ne, pardon, 150 konjev. 150 konjev, ja. Se pravičujem. Se pravičujem, 150 konjev. Ja. Se pravičujem, 150 konjev
je že neki, ne? Ali pa če greš pa kaj na Jurija, ali pa če imaš Porsche. A veš, kako so rekli enem Porscheju včasih, turbo Porscheju, to sem zadnjič slišal. Rekli so mu the widow maker, ker je delal vdove, ker so se toliko pofentali z njim. Tega me je za primer. Ne vem, če se ti spomniš turbo petke. Ja, na primer. Nje so rekli truga na kolesih. Ja. Ne? No, na primer, evo. Močnejše, ko je nekaj, bolj previdno moramo s tem početi. Konec koncev, strast, seksualnost, ni nekaj slabega. Ampak je tudi polno energije, je to življenje, konec koncev. Ampak mi ga sanitiziramo, ne? Mi si ga ne dovoljujemo, ne dovoljujemo jeze, jo porežemo na enem koncu, ampak pol tudi za strast zmanjka. Ne? Absolutno. Ja. Ampak je potrebno previdno s tem upravljati. Ne? Okay. Tako je tudi z jezo potrebno previdno upravljati. Kako vemo, da se jezimo, da smo jezni, da čutimo jezo, bom rekel. Kako vemo, da čutimo jezo? Prvič, jeza nas kar dosti v želodcu zvije. To je ena stvar, ki nas kar dosti, da jetra sicer ne čutimo, no? Tako da bi rekel, da pa vsak zdrav človek bo čutil jetra, ravno ne. Ko začutimo jetra, je že kar prepozno. Ampak želodec pa začutimo. Ampak rečemo pa, da nam gre nekaj na jetra, ne? Ja, to ja. Samo jetra kar tako ne čutimo, ne? Jetra je že prepozno, ko jih začnemo čutiti. Medtem ko želodec pa dostikrat začutimo in misel, da je nekaj ni prav, da je nekaj krivično. Se dogaja krivica. In ko to začutimo, takrat občutimo jezo. Kaj je takrat najbolj pomembno narediti, da jezo usmerjam? Pravi, da o njej govorim, da o njej povem. Že takoj, ko prevzamem nadzor nad tem, da nekaj ovrednotim in povem, mi je že lažje. Jezen človek, če samo pove, jezen sem. No, tole sem pa zdaj res jezen. Ogromno jeze čutim. Tukaj mora biti v odnosu že precej varnega prostora ustvarjenega, da lahko sploh to za sprot poveš, a ne? Ja. Tega se mi zdi, da pri nas ni. No, ampak to je pomembno, da je komunikacija med možem in ženo vsakodnevno. Ja. Vsakodnevno povesta, kaj sta čutila. In še nekaj je tukaj pomembno, da našim občutkom ne damo absolutne resnice. Edino, kar je res pri čustvih, je to, da tako čutim. To je res. Čutim se zavrnjenega. Počutil sem se osramočenega. Čutim žalost. Čutim krivico. Čutim, da mi je bila storjena krivica, recimo, ne? Tako, to je jeza. Ne? Če damo to v ime, je to jeza, v ime čustva. Mi je bila storjena krivica. Porodil se mi je gnus, začutil sem gnus do nečesa. Slovenci imamo ogromno težav z gnusom in o tem se zelo premalo govori. Ogromno težav imamo z gnusom. Prav z gnusom? Ja. To pa zato, ker ga niti ne prepoznamo, ga zelo slabo prepoznamo, kaj sploh ta občutek je in ne znamo z njim upravljati. Gnus je od Boga dan. Ne? To je od Boga dano čustvo, zato da mi ne pojemo vsega, zato da se mi nismo umazani. Svoje telo čuvamo, varujemo z gnusom. Se pravi, gnus je prav nek fizični aspekt jeze ali pa zavračanja nečesa? Mi odreagiramo na gnus, največkrat odreagiramo z jezo, ampak to ni jeza, to je gnus. Recimo kadarkoli je odvisnost pri starših, se bo v otroku naselil gnus. Skoraj vedno. Da se ti cigareti gravžajo, da se ti pijača gravža, da se ti to gravža, se reče po domače. Tako gravža, ja. Ali pa, ko delamo osebna svetovanja in poskušamo preko telesa zaznati, kaj je v človeku, kaj začuti, pa reče nekdo, nabruhanje mi gre. To je gnus. Ker hočemo ven iz sebe dati. In gnus ni čustvo, s katerim mi lahko upravljamo, ampak se moramo od njega dobesedno omejiti, ga dati ven iz sebe.
jezo, mi ne smemo dati jeze ven iz sebe, ker ne bomo mogli nič narediti. Gnus pa do tiste mere, kjer je postal nefunkcionalen, kjer ni na pravi način šel v naše telo, kjer smo obstali in nekaj čustveno pojedli, zatlačili, ne, je potrebno preprosto vendar. Zdaj, kar se tiče pa, mogoče samo še, če grem lahko nazaj na jezo pa ženske. Jeza pa ženske, to je zanimiva kombinacija, ker so bile punce dostikrat vzgajane na način, da se punca pa ne sme jeziti. Kakšna punca pa je, če se jezi? Ne? Ona je lahko žalostna, ona lahko joka, njo je lahko strah, se lahko počuti zavrnjeno, jo je lahko sram. Ne? V bistvu vsa ta čustva, ki so moškim prepovedana, kakšen pa je moški, ki je sram? Kakšen dec pa je to? Vidimo sem to, zdaj samo malo karikiram, da vidimo te razlike. Medtem kot moški, ki se jezi, je normalen dec, ne? Spravi, mi kot moški vsa čustva damo hočemo dati čez jezo ven, pa ne moremo, ker se ne dajo dati čez jezo ven. In zato so nam čustva nevarna, ker sploh ne znamo z njimi upravljati zares. Medtem ko pri ženski je pa vse dovoljeno razen jeza. In ko je ona jezna, velikokrat se zgodi, ne vedno, in moram reči, da v zadnje generacije tudi ženske že bolj upravljajo svojo jezo, ali pa saj jo izkažejo, če že ne upravljajo z njo, saj izkažejo. To jezo dostikrat pogoltnejo. In jo nosijo v svojem telesu. Katerokoli čustvo mi pogoltnemo in potem nikoli to ne damo ven iz sebe, še vedno nosimo s sabo, je to še vedno v naših organih. Se prav fizično odraža na telesu, a ne? Absolutno. In ker je to energija, ker jeza je energija, se nabere noter, začne iznotri razžirati. Najrajši bi nekaj naredila. Ampak potem, če pa to prelito s strahom, strahom in se boji nekaj narediti, ker kaj pa, če bo še slabše, kaj pa, če ne bo dobro, ne upam se, nisem dovolj močna, en kup razlogov, kako strah pride tukaj zraven, ne? Ali pa celo potem ta jeza preide v krivdo, če si sama kriva, ne? In potem se tako za pokoro sama sebe tepe s krivdo. In če to dlje časa vztraja na tem, je zelo verjetno, da bo ženska padla v depresijo. Wow. To jaz primerjam temu, kot če gremo v avto, jo prižgemo, stopimo na sklopko, držimo sklopko, damo v prvo, damo plin, ga pohodimo do konca, ampak še vedno držimo sklopko, ker se bojimo iti naprej. Kaj se bo z avtom zgodilo? Fentaš ga. Tako. In tako tudi sebe uničimo na tak način. Ravno zato je pri ženskah izredno pomembno, da zna na pravi način izraziti tudi svojo jezo. Pri moškem pa je pa drugo, ne. Dostikrat mogoče že kakšno drugo čustvo, še nekako, mogoče smo si že uspeli priznati, da nas je strah kdaj pa kdaj in nič narobe s tem, ne. Da nas je morda sram kje, da nimamo tega občutka pripadnosti, tudi to se mogoče znamo že ovrednotiti. Težko pa ovrednotimo, da smo žalostni. Kaj to sploh pomeni? Kaj pomeni biti žalosten? In v moških je en kup neizpovedane žalosti. Recimo, to je ravno preminil srbski kantavtor Đorđe Balašević. Njegove pesmi so bile žalostne. In on je dovolil moškim, da so bili žalostni. Preko njegovih pesmi so lahko moški izražali svojo žalost. Res je. Moški, ki joka, ki gre čez izgube in potem joka, ima
pri nezreli partnerki bo imel težave, pri otrocih bo lahko imel težave, da ne govorim pri starših, ko je še manjši, bo imel težave, ne. Kaj pa jokaš, pa nehaj jokati, pa tako naprej. In potem se ta žalost samo v moškem utrdi. Se pravi, čeprav razumem, ta čustva si dejansko moramo dopustiti in to niso vedno samo, ali pa sploh niso negativna čustva, kot se jim je reklo, ne? Ker vse to, kar zdaj ne naštevava, to je bilo vse poimenovano kot negativno čustvo, ne? Se pravi, jeza, žalost, bes, gnus. To so vse take stvari, ki mislim, da jim je tudi psihologija svoj čas tako rekla, ne? Svoj čas so jim tako rekli, ja, ampak ni pozitivnih pa negativnih čustev. So čustva, ki nam dajo ugodja in so čustva, ki nam dajo neugodja, Okay. vendar jih nujno potrebujemo. Nujno potrebujemo vsa čustva in vsa čustva so funkcionalna, razen krivde in srama, mogoče potem kasneje. Lahko še nekaj na to temo, ja? Drugače pa mi se moramo naučiti čustva doživljati, izražati, jih povedati, zaznati svoje telo, katero čustvo čutim. Čustvo hoče imeti svoje dostojanstvo, hoče imeti svoje priznanje. In tako ga lahko upravljamo, ne? Mi ne moramo upravljati česar sploh ne priznamo, da obstaja, čeprav obstaja. Dokler mi nekaj ignoriramo, do takrat bo to samo po sebi hodilo in samo po sebi bo nekje, ne? In bo dalo takrat, ko je najmanj primerno. In bo potlačeno in bo tudi fizično vplivalo in tako naprej. Tudi dalo bo ven. Moramo pa kot prejemniki teh izraženih čustev, se pravi na drugi strani v odnosu, pa naj bo to moški, ženska, moramo znati partnerju ali pa ženi, možu dovoliti, da te stvari izraža. Fajn pa je, če jih zna izražati, če sem prej, da malo povežem za začetkom, ne, na način, ki ni obtožujoča. Ne. Tako, predvsem, da prevzemimo odgovornost za svoje čustva in govorimo o sebi. Jaz čutim jezo. To nima veze, jaz nisem jezen zaradi tebe. Ampak čutim jezo, zato ker se mi zdi, da to ni prav. Jaz sem žalosten. Ne zaradi tebe. Jaz sem žalosten. Tudi, če je neko tvoje dejanje povzročilo meni izgubo in me to boli, jaz še vedno nisem žalosten zaradi tebe, jaz sem žalosten. Jaz sem žalosten, ker sem žalosten. Jaz nisem lačen zaradi tebe, jaz sem lačen, ker sem lačen. Ker se mi zdi, da smo še zmeraj zelo ujeti v eno paradigmo, ne vem, kavbojcev pa indijancev, v to belo-črno paradigmo, ta človek je dober, ta človek je pa slab, ne, in pol, a veš, ko nekdo je samo slab, potem mu nič ne povemo, kaj si mislimo o njem, lahko da je slab v tem smislu, da ne dovoli, da bi mu kaj povedala, ne? Ampak pa so to zamere, ki trajajo, ne? Se celo prenašajo iz družine v družino, iz generacije v generacijo, res ne. Ampak veliko lažje slišati, recimo, če svoje izrazoslovje začnemo uporabljati tako, da smo mi dejansko lastniki, ne žrtve. Če rečem, razjezil si me, pomeni, da sem jaz tako šibak, da ti lahko s svojim dejanjem vplivaš na moje počutje. Tako starši govorimo otrokom velikrat, ne? In to je zloraba otrok. Otroci ne razjezijo staršev, otroci obudijo jezo v starših. Otroci ne razžalostijo staršev, otroci obudijo žalost v starših. To je bistvena razlika. Wow. Starši morajo biti samostojni, odrasli v svojih čustvih. Mama umirjeno spremlja, oče umirjen, ko se otrok joka, ko se hčerkica joka, oče to zdržati. Ne jo samo spraviti do tega, da bo nehala jokati, ampak jih pustiti, da se izjoka. Kar je pa moškim to včasih težko, ker imamo svoje lastne žalosti, do tega ne prenesem. To je zaplet, to je močan zaplet, ko ne prenesemo joka nekoga, ko ne prenesemo, da se otrok jezi in ga naučimo, kako s to jezo potem. In če se mi jezimo nazaj, kdo bo zdaj močnejši v tej jezi, tisti bo zmagal,
ponavadi je to zopet starš, ker ima več možnosti, ne. Pustimo v otroku to zapečateno notri. Ampak veš, koliko je tega med nami, ker dejansko so v resnici mnogokrat imamo prav sprevržene vrednote. Jaz sem včeraj prebral en članek, kjer nekdo ob izgubi matere trdi, da koliko je fajn, da ni bilo solz v družini ob tem, da je mama umrla. Moj bog, a razumeš? In se ima to za vrednoto, da ni bilo solz ob smrti matere, ne? Meni je to narobe. Meni se zdi to zelo narobe. Vsako izgubo moramo izžalovati. Zdaj, lahko je to izguba, ker sem si jaz zaželel zrezke za kosilo, pa bo zelje. Ne? In to izgubo bom na hitro izžaloval v nekaj sekundah. Najprej mi nekaj ne bo prav, ampak če vedno, to je proces žalovanja, bom to dal čez in bo to v redu. Ne? Smrt pa seveda je nekaj, kar nas zadane in izgubimo nekoga. In gremo čez ves proces žalovanja, samo kar dlje traja. Vsaka stopnja žalovanja od zanikanja, to je to, ne? Dobro, da ni bilo solz, smo še vedno v stanju zanikanja. Ja. Ne? Potem je jeza. In tukaj se ženske velikokrat ustavijo. To jezo hočejo z jokom dati ven, ampak ne gre. Jeza z jokom ne gre ven. In poskušajo to nekako, to drugo stopnjo jeze dati z jokom ven. Ne gre. Se treba jeziti. Treba jeziti. Tretja je, potem imamo to pogajanje. Če bi pa to, bi pa jaz to, pa bi jaz to, pa bi bilo drugače, pa v glavi si naredimo en kup nekih zgodb, možnih variant in sploh ne vemo, kaj bi bilo, če bi bilo. In tudi tukaj včasih ljudi ustavljamo, pa rečemo, da ne razmišljajo o tem, itak ne veš, ampak treba pustiti, da ta stopnja gre čez, da jo človek premelje, da jo predela, da je v tej stopnji res, tako kot je moški botam, jezo bo znal nekako, ne, ovrednotiti. No in potem četrta je pa žalost. Tle se pa moški izgubimo, ne, ko je pa treba izjokati. Žalost ne bo še drugače ven, kot jo preprosto izjokati. In tukaj imamo pa moški, tle se pa moški lahko zaustavimo, ne, tukaj v žalovanju, ker ne izjokam. Šele na to je sprejemanje in lahko grem naprej zares. Odlično. Toni, če probava malo potegniti črto pod tole učno lekcijo o tem, kako ravnati in uravnavati svoja čustva, ne? Kaj lahko recimo tudi kot kristjana zaključiva ven iz tega? Kako naj kot nekdo, ki verujemo v Boga, ta čustva, bi rekel, primerno uravnavam in rečem, lej, dopustim si jih, ti si mi jih dal. Kako se tega lotiti? Prvo se zavedati, da je čustvo dal Bog in da je to v bistvu bogastvo našega življenja. Jaz ne bi želel, da bi bil brez čustva. Kako je bilo, da bi bil brez veselja, brez ljubezni, dobro, mogoče te nismo danes omenjali, ne, ampak to so čustva. Jaz ne želim živeti brez veselja, ne želim živeti brez ljubezni. Če si ne dopustiš jeze, če si ne dopustiš jeze, če si ne dopustiš žalosti, krivde ali pa teh stvari občutiti, mislim, krivde verjetno ne, ampak če si jeze, žalosti in teh kao negativnih ne dopustiš občutiti, tudi pozitivnih ne boš si dovolil začutiti. Ker ne čutim sebe. Ja. Ker ne čutim sebe, ne. Jaz sem vsej moji barvitosti, ki je včasih prijetna, včasih je pa neprijetna za druge. Ampak jaz sem vse to. Včasih je neprijetna barvitost, je včasih zelo prijetna zame in se v svoji koži počutim izredno dobro. Drugič pa zopet neka barvitost je celo zame naporna. In ni več za to, pravzaprav se lahko spoznavam, itak tako ima življenje različne stopnje in izzive v različnem razvoju, ne. Zelo drugače, ko gre otrok od doma, ne more to človek pri 20 doživeti in razdelati, kaj bo, ko bo otrok šel od doma. Ni še tam.
Tako da kot prvo je potrebno vedeti, da nam je čustva dal Bog in da je to bogatstvo našega življenja, da celo svetopismo govori ogromno o čustvih. Apostol Pavel govori ogromno o čustvih, da ne govorimo o psalmih, ne, ki govorijo ogromno o čustvih. Po drugi strani nas pa tudi svetopismo uči, kako s temi čustvi ravnati. In je pomembno, da vemo, da ne damo čustvom takšne vloge, da bi rekli, to, kar jaz čutim, je absolutna resnica. Ne, to ni absolutna resnica. Edino, kar je res pri čustvih, je to, da res tako čutim. To je edina resnica v čustvih. Jaz res tako čutim. In je v redu, to si moram dopustiti, ne? Ja, in si moram dopustiti. Ampak to je tudi vse, kar je res. In tega se moram zavedati, da je to tudi vse, kar je res, je to, da tako čutim. Potem pa pri svetovanju jaz velikokrat pravim, da si potrebno vzeti trenutek milosti. Trenutek milosti, ko sem lahko jaz z vsemi svojimi čustvi. Ko se lahko zjokam. Ko lahko včasih se zderem. Ne na nekoga, ampak si dati včasih preko glasbe vendati to iz sebe. In se pogovoriti o tej krivični, o tem, kar se meni zdi, da je bilo krivično do mene. Ne z obtožujočim jezikom, pa prenašati krivdo na druge, ampak povedati, kako jaz vidim to neko stvar. Predvsem si res pustiti, da čutimo, istočasno pa znati upravljati s čustvi, ker naša čustva lahko zelo ranijo in prizadenejo čustva nekoga drugega. Sploh, če jih ne znamo izraziti na način, kot da smo mi lastniki teh čustev, to se z mano dogaja. Mogoče nimam prav, ampak jaz še vedno čutim to, kar čutim. Wow, odlično, hvala. Bomo si vzeli tole za popotnico. Sem prepričan, da se bova še kdaj srečala, pa še kakšno takšno podobno temo odprla, pa razdelala, ali pa tudi s kakšnim drugim gostom še. Skratka, hvala, Toni, zelo globoke in potrebne nauke si nam danes nalil čistega vina tehle čustev. Spremljajte naše oddaje, Odnosi so zakon, preko YouTubea, preko Facebooka, naročite se nanje. Toni, veliko blagoslova, vse dobro pri tvojem delu. Hvala lepa še enkrat, pa nasvidenje. Srečno. Srečno.